Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, občinski praznik je tik pred zdajci, še nekaj dni in bomo začeli z množico, pravzaprav z veliko dogodki, ki nas bodo najbrž razveselili, prinesli spet veliko druženja in zanimivosti. Danes je z nami župan občine Ormož, Danijel Vrbnjak, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kar nekaj časa vas ni bilo, ne? 6 mesecev se mi zdi in čas mineva zelo hitro, ne? Ja, lepo pozdravljeni. Ja, čas hitro beži. Hvala Bogu pa, da se vidimo, da lahko malo povemo, kje smo. Občinski praznik je res pred vrati, tako da se izjemno veselimo. Pa verjamemo, da bomo skupaj z občankami in občani se razveselili vsem dogodkom, ki bomo jih priča. Ja, nekako je navada, ne, da prav ob občinskih praznikov opravimo en pregled dela, ne, minulo leto od minulega, torej občinskega praznika. Na srečo pa smo zelo dobro obveščeni v občini Ormož, ne. Sproti nas obveščate, tudi vse ta družbena omrežja zelo dobro delujejo, tako da nam pravzaprav informacij ne manjka, ne. To vas verjetno tudi veseli, ne? Ja, to je nekako, smo si tudi to zastavili, da poleg vseh projektov nekako želimo, bi rekel, tudi v lastni hiši, poleg seveda se vam medijam zahvaljujemo, ki nas tako dobro prezentirate, tudi obveščate občanke in občane. Torej, da tudi v hiši obveščamo o aktualnih zadevah, konec koncev o dogajanjih ali na družbenem področju ali tudi na investicijskem področju, tako da so občanke in občani čim bolj obveščeni. Tako da jaz verjamem, da so ti kanali sedaj izpostavljeni, seveda še so kje mogoče kakšne rezerve, ampak se trudimo, da pa bi na tem tudi napravili nek preskok. No, v vsakem primeru zelo dobro dene, ne, ko recimo sproti si obveščen, točno veš, kaj je, ne, kaj nas čaka in tako da morda niti nimamo danes nekaj veliko tem, ne, glede na to, da so obveščeni, ampak so še vseeno gledalci, ki si radi torej pogledajo, poslušajo, tako da vam še enkrat izrekam dobrodošlico v našem studiu. Seveda je treba čestitati ob občinskem prazniku, pripravljeni smo, kot ste povedali, pa morda s čim se bo pravzaprav vse skupaj začelo? Ja, bi rekel tradicionalno z Dnevom mladih. Zdaj sicer lansko leto smo prej začeli tudi že z kolesarsko dirko po Sloveniji, to se sedaj malo zamika zaradi njihove časovnice, tako da začeli bomo kar z Dnevom mladih. Jaz mislim, da je z mlado generacijo potrebno absolutno dajati velik poudarek, mladi se morajo pri nas počutiti dobrodošle, se razvijati, občina in mora ponuditi tudi vse pogoje za njihovo udejstvovanje. Tako da s 5. junijem nekako pričnemo, potem naslednje dneve bodo že sledile športna olimpijada. Jaz mislim, da je to že ena lepa prireditev, ko se vse krajevne skupnosti nekako v športu pomerijo, katera je tista najboljša. Predsedniki krajevnih skupnosti nekako že formirajo ekipe, sestanki se že vršijo, ekipe se formirajo, tako da jaz verjamem, da bo to en lep dan preživeti. Potem pa bomo se posvetili ostalim zadevam, kot tradicionalno, dan gospodarstva, dan turizma, starodobniki nas bodo tudi obiskali. Seveda proslava, vrhunec bo 12. junij, ko bomo imeli samo svečano sejo, kot tudi proslavo, kjer bomo tudi prejemnikom priznanj in plaket se zahvalili in podelili, se pravi, plaketa priznanja in jim seveda se zahvalili, kot tudi motivirali za nadaljnje delo. Potem pa različne baletne predstave, ribiči bodo imeli tekmovanja, tako da veliko se bo udejstvovalo na kulturnem, kot tudi na športnem dogajanju. Šli bomo skozi vse te naše zadeve, se pravi, kaj je bilo tistega, s čim se lahko na nek način pohvalimo kot občina, kaj smo napravili. In to je tisto, čemu bomo sledili. Bomo pa res, predvsem na Dnevu turizma, bo zapeljano, bi rekel, tudi na malo drugačen način. Tisti dan 13. junija se bo res veliko dogajalo ob sami grajski pristavi, ob samem gradu, poleg vinskega festivala, podelitve najturističnemu podjetju. Potem, kot smo omenili, starodobniki, bo tudi na drugi strani ob Prleškem železničarju se bo tudi en dogodek odvijal, kjer bo tudi Prleški železničar organiziral določeno prireditev. Vemo dobro, da smo Ormož z železniškim direktnim prevozom tudi povezali z Ljubljane, tako da temu dajemo dodaten poudarek, dodatne dogodke. Tako da jaz verjamem, da se bo za vsakogar nekaj našlo. Tako da, ja, jaz bi občanke in občane povabil na čim več prireditev.
To je konec koncev praznik vseh nas, dobro je, da se nekako poveselimo. Seveda, da 12. junija ne pozabimo, prvo je svečana seja, potem ta proslava, na koncu pa, kot že zdaj zadnje leta tradicionalno, šotor, glasbeni vložki, se pravi skupina Opoj, nam bo zaigrala, skupaj se bomo poselili, za hrano in pijača, ki je brezplačna za vse občanke, občane, vsi, ki se nam pridružijo, tako da bo od plesa do hrane, pijače na razpolago, tako da lepo vsi vabljeni, upam, da šotor napolnimo. Vsekakor je občinski praznik dosegel svoj cilj, ne? Tudi občutek med nami, prebivalci, torej je, da kar ne radi gremo na vse te prireditve, tudi vi ste pravzaprav na vseh, ne? In kakšno je vaše mnenje, se pogosteje sedaj ljudje udeležujejo teh družabnih dogodkov? Zdi se, da ja, ne? Ja, res je. Moram reči, da ta zavest prihaja. Konec koncev občinski praznik, letos je 7. občinski praznik, tako da skozi vsa ta leta smo to zadevo, jaz mislim, da dobro osvojili. Tudi krajevne praznike nekako prilagodili in pa ostale dogodke, da res tisti vrhunci, ki so kar se tiče občinskega praznovanja, res želimo, da se tisti dan praznuje le občinska zadeva, da bi rekel druge zadeve, nekako uberemo druge datume, tako da res krajanke, krajani, občanke in občani se lahko udeležujejo teh prireditev. Obiskani, moram reči, da smo zelo zadovoljni tudi na ostalih prireditvah, občanke in občani pridejo, se pravi na vse te proslave, naj si bo ob državnih praznikih, naj si bo ob občinskih praznikih, tako da nekako moram reči, smo z obiskom zadovoljni. Res je, da smo v zadnjih letih tudi veliko napravili na, bi rekel, na samih dogodkih, nekako dvignili tudi samo organizacijo, tudi kar se tiče samega kulturnega programa, se potrudimo, da res pripeljamo najboljše skupine, da res kvalitetno pripravimo program, tako da to tudi vidim, da tudi z obiskom občanke in občani nekako nagradijo. Tako da, ja, mi bomo delali na tem, se trudili, pa verjamem, da se na čim večjih dogodkih, v čim večji udeležbi tudi naprej vidimo. No, in da se bo ves trud, oziroma da se ves trud izplača, ne? Tako. No, ustaviva se morda najprej pri starodobnikih, pri tej razstavi pravzaprav, ne, oziroma ko v Ormožu izbiramo najstarodobnika, gre za prireditev, ki se je dejansko zelo prijela, ne? Zdi se, da je ena taka dejansko nekaj posebnega, no, se ne vem, kako se naj izrazim, ne? Kako ste pravzaprav prišli v Ormožu, oziroma smo prišli do te prireditve? Ja, bilo je predstavljeno ze strani gospoda Franca Škrjanca, namenkrat, kolikor bi si Ormož tega želel. Seveda smo glede na odličen ambient, ki ga imamo pred gradom, pred grajsko pristavo, nekako že ti starodobniki tam pašejo z vso vsebino in pa programom. Zdaj seveda tu z leta v leto že zadeva zelo, zelo raste in pa razvija. Bi rekel, morebitni izzivi, napake, ki se pojavijo, jih probamo odpraviti, tako da res želimo eno tako dobro srečanje napraviti. Skupaj zdaj že povezujemo z ostalimi našimi občinskimi prireditvami, tako da še več ljudi nekako privabimo z ostalimi aktivnostmi. Kot sem napovedal, ne bo povezan letos z dnevom turizma, tudi z vinskim festivalom in tako naprej, tako da bo res odlično poskrbljeno. Pa kar še nas tudi zelo veseli, da ni samo tisto obisk, ki se veča, torej da so ljudje zadovoljni, ampak tudi moram reči, da vsi lastniki starodobnih vozil se zelo, zelo radi pripeljajo v Ormož, doživijo to doživetje v našem Ormožu, tudi vse te krožne vožnje, ki jih takrat nudimo, se pravi nad sam Jeruzalem, Svetine oziroma po ostalih vinskih poteh naše občine, naše destinacije Jeruzalem, Slovenije, tudi to zelo, zelo dobro sprejeto in to je zelo pomembno, kajti vkolikor so ti lastniki zadovoljni, seveda pripeljajo svoje mogoce, imamo še več teh lepih, odličnih vozil na razpolago za ogled in s tem prireditev raste. Tako da jaz mislim, da je zadeva dobro zastavljena, da zadevo dobro nagrajujemo, da je tudi podpora določenih podjetij, ki nam pomagajo pri tem, pri uresničitvi tega dogodka zelo dobra. Tako da jaz verjamem, da bo vedno bolj ta prireditev se nadgrajevala in da bomo vedno več vozil imeli na razpolago na ogled. Moram povedati tudi, da smo že razmišljamo, da bi zadevo razširili, to se pravi, da ne bi samo bila starodobna vozila, ampak da bi tudi mogoče
mopede in pa vse ostalo privabili, da bi tudi to bilo na ogled, traktorje in pa vse, tako da bi res Ormož v vsakem kotičku mesta dobil neko tematsko razstavo, kar se tiče teh starodobnih vozil, ampak gremo korak po koraku, nadgrajujemo zadevo in jaz verjamem, da še nas čaka polno lepih zadev, kar se te prireditve tiče. Ja, že od tiste prve pravzaprav se je zdelo vse skupaj zelo atraktivno, ne, in zanimivo, potem pa še tudi recimo tisti obiskovalci v starinskih oblekah, dejansko nekako v slogu vse skupaj, ne, tako da čestitke torej in občini in seveda idejnemu očetu Francu Škrjancu, za katerega vem, da je vložil veliko truda in tudi verjetno povezal vse svoje prijatelje z starodobniki. No, letos morda je prav, da povemo, bo tudi bolje oziroma dobro poskrbljeno za gostinsko ponudbo, ne? Kolikor vem, bodo hrvaški gasilci nekako torej stopili na plano in torej postregli tako, kot je treba. Ja, prav je, da so te prireditve, se pravi, kar se tiče prehrane, kar se tiče pijače, čim boljše poskrbljeno. Seveda bomo vključili, kolikor bo želja, tudi ostalih gostincev. Bi rekel, tudi na ostalih prireditev se trudimo, da kulinarično čim bolj pokažemo tudi, kaj v tem delu Slovenije znamo. Tako da ponudba bo, tako da jaz mislim, da se bo tudi zadeva lepo tudi z te plati razvijala. Da ne govorimo seveda o obisku Grajskega stolpa, ne? Vsi tisti, ki smo doma bližje, ne, bližje gradu, vsak čas zvoni, ne? To pomeni, da je vedno nekdo na stolpu, kot je tudi povedala vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, je dobro obiskan, ne, Ormoški grad. Ja, smo zelo zadovoljni. 4500 obiskovalcev je že obiskalo Ormoški grad, kar nas izjemno veseli. Seveda cilj je 30 000 na leto. Jaz upam, da to čim prej osvojimo. Tako da zadeve treba absolutno dobro povezati kasneje z ostalo turistično ponudbo destinacije Jeruzalem Slovenija. To je nekako, bi rekel, skočna deska s tistim, kar se ponašamo v naši občini Ormož, to se pravi Ormoški grad. Vemo, da gradimo oziroma želimo čim prej realizirati tudi to drugo fazo. Same izgradnje oziroma same investicije na Ormoškem gradu. S tem bomo res vse sobane zapolnili, tudi tematsko bo Ormoški grad dobil, bi rekel, popolno vsebino, ki jo bomo kasneje nagrajevali z ostalimi zgodbami v naši destinaciji Jeruzalem Slovenija. Tako da ja, seveda, vse te prireditve bomo dobro povezali tudi z Ormoškim gradom, tudi z ostalimi stvarmi, jaz mislim, da jih imamo kar nekaj, ki jih lahko pokažemo na različnih tematskih področjih, tako da bomo pa absolutno vklopili v program tudi, se pravi, da se povzpemo na najvišji grajski stolp v Sloveniji in pa doživimo ta prelep razgled. No, verjetno bo v teh dneh, ko bodo dogodki, itak odprto, ne, vse, če bo dan turizma, potem bo vsakdo bo želel. Za ogled stolpa oziroma za povzpetje na stolp je vstopnina, ne, najbrž? Tako, je vstopnina, seveda je vključeno tudi ostali del, se pravi, da si lahko tudi ostali del gradu ogledate, poleg samega grajskega stolpa, poleg filma Doroteja, kot tudi Maričeva zgodba, tako da veliko se ponuja, pravim pa pravo razsežnost pa še v tem letu, ko pa bomo res še vse sobane zapolnili, določene vsebine še dodali in poudarili predvsem na tistih vsebinah, ki jih mogoče še v tej prvi fazi vsi obiskovalci, nekateri obiskovalci, ki pridejo k nam, še mogoče pogrešajo, tako da to bomo pojačali, bi rekel, dodatno dodali in tako da bo res Ormoški grad zasijal v polni sledi. No, v glavnem razumljivo je, da se ne da vse naenkrat, ne vsak čas verjetno še kakšna nova ideja pride in to so seveda zadeve, ki potrebujejo čas, ne, leta najbrž, ne? Seveda, ne, treba je projektirati, treba je planirati, na koncu se treba tudi nekako odločiti, v katero smer iti, tudi finančno zadevo zapirati, poleg vseh ostalih zadev investicij, tako da res, poleg, vemo, Ormož je imel izzive na gospodarskem področju, stanovanjskem področju, družbenem življenju, takšnem in drugačnem, potrebno je bilo te zadeve urejati, tudi kar se tiče izgradnje, vzdrževanja javne infrastrukture. In da potem še najdeš tam 2,5–3 milijona evrov za obnovo kulturne dediščine, da posvečaš se tem zadevam in nekako želiš vklopiti v sam
samo turistično destinacijo, jo povezati z drugimi zgodbami, to so velike zadeve, ko moraš čakati na prave momente, tako da hvala Bogu nam je uspelo, hvala Bogu so bili na razpolago razpise, hvala Bogu smo pravi čas začeli z projektiranjem, z formacijo samih idej, predlogov, tako da moram reči, da smo v teh 2 prijavah res Ormoški grad napravili tako, kot mora biti, še ena prijava. Smo upravili še razpisno, rezultate samega razpisa čakamo, verjamem, upam, da bomo uspešni, da še to zadevo tudi dodamo, potem pa gremo že iz Ormoškega gradu na Kolaričevo vilo, tukaj smo na razpisu bili tudi uspešni, potem pa naprej na prireditveni prostor, tako da želimo ta del Ormoža nekako zaključiti z vsemi temi investicijami. Torej, glavni punkt, prireditev torej v Ormožu bo torej enkrat za Kolaričevo hišo, ne? Kako je to zamišljeno? Tukaj bo vedno stal šotor ali kako ste si to zamislili? Pride ena konstrukcija, ki se bo odlično vklapljala z grajsko pristavo, to se pravi, oporniki, ki bodo zgrajeni iz te opečne strukture, tako kot je recimo grajska pristava. Zdaj seveda zadeva bo pokrita in bo vedno na voljo, to se pravi, več ne bomo postavljali šotorja na tem prireditvenem prostoru. Prireditveni prostor bo seveda z utrjenimi površinami, tudi z določenimi zasaditvami, tako da bo res se vklopil kot z grajsko pristavo, tako z Kolaričevo vilo, tako tudi z samim Ormoškim grajskim parkom. Seveda bomo študirali tudi na način, da bo lahko uporaben skozi celo leto, to se pravi, da čez leto odprto, kasneje bomo ga tudi lahko zapirali, se pravi z določenimi sistemi. Zdaj je velikost, študiramo tam na približno 1500 ljudi sigurno, se pravi tudi, kar se tiče odrske postavitve, vsega bo ta prostor ponujal, tako da bomo vse glavne naše prireditve, tudi vse ostale prireditve, ki bi se morebiti v Ormožu dogajale. Pred časom smo imeli Zbudi se Ormož, to bo isto lahko prireditev, ki se bo tam odvijala. Pa na kaj bi še mogoče radi štartali, je pa to, da en prireditveni velik prostor napravimo. Zdaj seveda upamo, da se bo tudi z Ormoškim hotelom čim prej nekaj zgodilo. Kaj pa si želimo? Prelep grad, kar se tiče tudi prelep grajski park, potem odličen prireditveni prostor bi lahko tudi bil namenjen večjim grajskim porokam, tako da bi tudi vsled temu lahko dodatno ponudbo na področju turizma delali. Tako da ja, jaz upam, da nam to uspe. Gre se za večjo investicijo, seveda tu še polno usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki nas nadzira pri gradnji, se pravi predvsem v tem delu mesta Ormož. Upam, da bomo do dogovora prišli in da bomo čim prej lahko pričeli razmišljati okrog teh novih investicij. No, verjamem, da kar se tiče razvoja turizma, da ste pomislili na vse, predvsem pa se mi zdi zelo atraktiven ta vlak, ki vozi iz Ljubljane. Omenili ste torej prireditev v Sluševcih, ne ob 100-letnici, torej te postaje. Vlak vozi normalno vsako soboto, tako kot je bilo povedano. Kako je z obiskom? Se je prijelo to? Obisk se še prijema, bi rekel, nekaj 10 ljudi se pripelje. Vidimo že v soboto, recimo, da so obiskovalci iz tistega konca Slovenije že pogovori in pa po obisku v samem Ormoškem gradu, potem v sami okolici. Seveda, zdaj je to zadevo potrebno odgraditi, tega se mi zavedamo. Se pravi, je to tematiko nekako tako, kot se recimo drugi turizmi tudi po Sloveniji grejo, to ni edina zadeva. Zato z to povezavo železniško, vemo, Brda to zelo lepo izkorišča, potem tudi Dolenjska stran. To se pravi, da že spostavimo neko zgodbo na samem vlaku, ko se ljudje peljejo proti naši destinaciji, da že jim nekaj ponudimo, potem pa seveda zadeve treba tu absolutno odgraditi, kajti zdaj, ko ljudi pripeljamo z vlakom v Ormož, jim moramo nekaj ponuditi. Zato že seveda naprej razmišljamo, zdaj preko Lasov že tvorimo en projekt, kar se tiče obuditve samih kolesarskih poti, nadgradnje samih kolesarskih poti, da ponudimo čim več doživljajskega, bi rekel, samega turizma. Potem pa absolutno iščemo rešitev, na kakšen način spostaviti krožno vožnjo, se pravi z avtobusom oziroma z takim tematskim vozilom, ki bi dobesedno ljudi
pobral na sami železniški postaji in jih krožno vozil po naši destinaciji Jeruzalem, Slovenija. To se pravi, da bi ta krožna vožnja bila nekako zagotovljena, da trikrat zaokroži našo destinacijo na dan in pa da v primerni uri, se pravi, štarta pri železniški postaji in pa v primerni uri tudi lahko ljudje, ki se s krožno vožnjo pač poslužujejo, izstopijo in kasneje, se pravi, imajo povezavo nazaj proti Ljubljani. To iz tega razloga, da javni promet nekako povežemo, razmišljamo o tej krožni povezavi, kot drugo pa tudi radi bi, da naši gostje, pa tudi naše občanke in občani bi imeli na razpolago tudi to krožno vožnjo, da na polno izkoristimo našo destinacijo. Vemo, da vsi, ko pridejo v našo destinacijo, želijo prvo svetini Jeruzalem in tako naprej. Imamo odlične druge točke, pa naj se bo to Kogovska stran, Litmerk, Podgorci, Velika Nedelja, imamo odlične ponudnike samo v naši občini, kaj šele v ostalih dveh občinah, se pravi v celi destinaciji. Tako da za to krožno vožnjo bi pa potem še to zadevo nadgradili, da bi res ljudem, ki pridejo v našo destinacijo, lahko pokazali vse, kar imamo v naši destinaciji. Tako da jaz mislim, da bo ta korak ta pravi in da bomo še to zadevo čim hitreje probali uresničiti. No, vsekakor je animacija torej teh ljudi, teh izletnikov, ne, najbolj pomembna. Verjetno jih je treba tudi peljati kam na kakšno kosilo, ne? Tako je. Ja, tako da ja, je treba Tu pa je naloga, razvijamo tudi eno aplikacijo, se pravi, ki jo bomo naložili oziroma upam, da dobimo sredstva, prijavljamo tukaj eno zadevo za te digitalne zaslone. Bomo eno novo aplikacijo razvili, kajti zdaj je dobesedno na teh tam spletna stran Jeruzalem, Slovenija, ki se vidi, da ni najboljše uporabljena. Sedaj bomo aplikacijo razvili, kjer bo lahko tisti, ki bo prije k nam z prve na lokaciji dobil takoj informacije, kje je možno kaj pojesti, pokušnje takšne in drugačne, kje je možno karkoli doživeti, karkoli videti. Tako da bo zaslon 24 ur to ponujal. Kot drugo pa seveda v našem javnem zavodu za turizem, kulturo in šport imamo, se pravi, tudi na nek način spostavljeno agencijo, ki tvori oziroma oblikuje turistične produkte. To se pravi, da skupine, ki pridejo k nam, jim seveda naš javni zavod lahko turistični produkt nekako razvija. To se pravi, kje je možno kaj pojesti, popiti, kakšno degustacijo opraviti, kakšen ogled napraviti. Tako da to pa je potem naloga javnega zavoda, da skupine zna usmeriti. Tako da na tem pa se itak je že dela. No, ob stoletnici železniške postaje v Sluševci se kar obeta, ne, na velika prireditev. Verjetno se bo takrat tudi vlak ustavil v Sluševci, kot je bilo prvič, ne? Tako da bo verjetno kar zanimivo. Ja, vlak se bo ustavil. To je nekako tudi prezentacija tega, potem pa od folklornih skupin do godbenikov, do vsega se bo tam zvrstilo. Tudi navezava z starodobnikov se bo povezala z našim dogodkom iz Ormoža, tudi z dogodkom iz Sluševec, tako da za polno stvari bo poskrbljeno, tako da vabljeni tudi vsi tja, da doživimo 13. junija, bi rekel, dogajanje iz vseh strani. No, na osrednji proslavi bodo podeljena tudi priznanja zaslužnim občanom. Ne mislim seveda, da bi jih sedaj že predstavili oziroma imenovali, ampak koliko bo letos torej občanov deležnih? Koliko recimo zlatih priznanj? Ja, zdaj sklepi so sprejeti, tako da lahko povemo seveda o številu. Zdaj podeljena bosta se pravi naziva dvem častnim občanom, potem tudi 2 zlati plaketi bodo podeljeni, se pravi samim organizacijam v naši občini Ormož. Podeljena bo zlata plaketa fizični osebi in pa srebrna plaketa fizični osebi, se pravi za njihovo dolgotrajno, dolgoletno delo na posameznih področjih, tako da to je tisto, kar bo podeljeno. Čaka pa nas en tak bogat tudi kulturni program, tako da bo veselo, zdaj kot že tradicionalno v povezavi z pevskim zborom iz osnovne šole Ormož, z znanim izvajalcem, tako da bo en taki lep program zagotovljen, tako da lepo vabljeni vsi. No, vsekakor ne zmanjka ljudi v naši občini, ki so torej zaslužni za priznanja, ne? Polno jih je, bi rekel,
Težko je verjetno Težko to je, izbrati, ne? točno to, Potem ja. med temi predlogi. Dobro, bomo videli torej na slavnostni seji oziroma na tej osrednji občinski proslavi. Sedaj pa predlagam, da še besedo dve o seveda tej kolesarski turi, ne, ki nas bo torej razveselila. Letos spet pričakujemo cilj v Ormožu 18. junija. Mislim, da bo to spet spektakel, ne, kot si ga dejansko želimo, ne? Ja, res je. Jaz mislim, da je zdaj četrto leto, to je zdaj že malo tradicionalno, tako da res obeta se spet ta športni spektakel. Seveda mi bomo z naše strani čim bolj tudi poskrbeli, da bo čim bolj organizirano, da bo čim več kanalov tudi promocija naše destinacije, to je tudi konec koncev cilj, vzporedno z organizacijo te dirke po Sloveniji. Tako da veliko društev posameznikov bo vključenih. Moram reči, da je v letošnjem letu še večja trasa oziroma še daljša proga, kar se tiče naše občine. V letošnjem letu je tematika te druge etape, se pravi dirke po Sloveniji, je Dravska kolesarska pot. To se pravi, začnemo na Koroškem, v Radljah in nekako zaokrožimo skozi Ormož, tudi skozi središča v Drave, nad Kok, Miklavž, Jeruzalem, Svetinje in pa nazaj proti Ormožu, kjer je potem zaključek te etape. Zdaj, zanimivost v letošnjem letu bo sigurno ta, da bomo dobili novega zmagovalca. Zdaj 3 leta je Groenewegen zmagoval pri nas, zdaj letos ga ni. Pride 18 ekip, tako da tudi znana slovenska imena. Zdaj ravno nimamo Rogliča pa Pogačarja, ampak so pa ostali, bi rekel, mladi kolesarji, mladi naše upe, ki bodo absolutno sodelovali na tej dirki. Seveda pa vabljeni vsi, največji spektakel bo sigurno na Karečičevem trgu. Moram pa reči, da bo trasa od, kot sem že prej omenjal, se bo v progi dosti dogajalo. Seveda povabljeni vsi posamezniki, društva za atrakcije. Veliko bo snemanega tudi z helikopterja, se pravi, da bomo prezentirali tudi od Ormoškega gradu, večjih naših turističnih jeder, tako da spektakel bo, ponudbe bo dovolj, veliko se bo dogajalo, tako da vsi lepo vabljeni, da še enkrat dokažemo, zakaj smo bili lansko leto imenovani, oziroma nam je bil zelo laskav naziv podeljen, naj gostitelja, se pravi dirke po Sloveniji, tako da kolesarji se pri nas počutijo odlično, verjamem, da bo letos podobno. Seveda si obetamo spektakel, tako kot ste povedali. Morda tisti, ki ne vedo, med 80 in 90 tisoč občina prispeva oziroma je strošek vsega tega, kar se dejansko glede na spektakel in kaj imamo od tega, sploh ne zdi tako zelo veliko. Če gledamo ponudbe, bi rekel, ostalih predstavitev, ponudb medijskih takšnih in drugačnih hiš, glede na to, da vemo, da je lansko leto bilo gledanost tam približno 12 milijonov, poleg Slovenije 1 in pa slovenskih medijev, bi rekel, poleg vsega tega je to veliko število ljudi. Glede na to, da tudi na turističnem področju ponudniki znajo povedati, pa tudi naš javni zavod, da ljudje vidijo nas po vseh teh medijskih kanalih iz tujine in pridejo zaradi tega, da tudi v tem času, ko se ekipe pripravljajo, že vidimo ekipe, ki kolesarijo po naši destinaciji in tudi kasneje, normalno, vsi ti strastni brego kolesarje prekolesarijo določene etape te dirke po Sloveniji in pridejo že s tem razlogom v našo destinacijo. Zdaj tudi ciljna publika, ki jo prezentiramo oziroma ki si jo želimo v naši destinaciji, je absolutno v tem zajeta. Želimo predvsem butičnega turizma, aktivno preživljanje časa v naši destinaciji, to se pravi, da poudarimo te kolesarske poti, pohodne poti maksimalno in jaz mislim, da nam to skozi te kanale odlično uspeva. Tako da ta znesek, ki ste ga omenili, je proti vsem ostalim ponudbam ugoden, kar s tem dosežemo in jaz verjamem, da je tudi dober glas širil preko te dirke in da vsi ljudje, ki nas vidijo, enkrat želijo doživeti to našo prelepo pokrajino, našo prelepo destinacijo. Tako da jaz mislim, da je to pozitivno do sedaj bilo sprejeto in to tradicijo bomo poskušali naprej čim dlje negovati.
Ena zanimivost, ena posebna atrakcija bo, ne, tudi na Stolpu grajskem. Zahteva to kakšen dogovor z režiserjem, torej teh prenosov, da bodo posneli torej grajski stolp in torej starinsko oblečene dame na stolpu? To mora biti vse naprej dogovorjeno. Zdaj prezentiraš pač določene točke skozi samo dirko, to se pravi, ko kolesarji nekako prihajajo v našo destinacijo, v našo občino, poveš režiserju, kaj bi bilo tisto, kaj se pokaže. Zdaj letošnja atrakcija bo tudi se pravi najvišji grajski stolp, pokazal se bo ta stolp, potem z samim Ormoškim gradom, gori bodo oblečene grajske dame, tako da se bo dogajalo, v gradu bodo nastopale folklorne skupine, tako da bo polno dogajanje, tako da bomo poizkušali, da tisti dan, tisti čas, ko bomo 12 milijonom ljudem pokazali Ormoški grad, da bo v polnem dogajanju in jaz verjamem, da bo se od teh 12 milijonov kdo našel, da želi to v živo videti in to je tisto, na čem je potrebno delati. No, za vse tiste, ki ne vedo, ne, ste vi tudi nastopate v filmu Doroteja. Ravno mi je prišlo na pamet, ne, ker ste tudi v tisti srednjeveški obleki. S kome smo vas poznali, ne? Kako to, da ste sodelovali v filmu? Tako, ne, mimo grede. Mimo grede so me povabili, bila je, bi rekel, vloga župana, zdaj sam režiser, pa vsi tisti scenaristi so nekako prišli do mene, tako da bi rekel, teksta ni bilo dosti, en čas pa smo nastopali. Obleki, ne? Tako. Rada bi to navezala na še en film, ne, ki se obeta torej v Irmi. Kako je s tem, kako ste daleč s tem? Ja, zdaj bomo videli, Irmo želimo poudariti. Zdaj ideje so, da bi tudi o grofici Irmi nastal film, da bi jo še boljše prezentirali. Zdaj mi bomo jo v tej prvi oziroma v tej drugi fazi te digitalizacije Ormoškega gradu prezentirali v enih ostalih digitalnih vsebinah. To se pravi, da nas bo v vseh teh možnih sodobnih digitalnih tehnikah probala nagovoriti, kot da bi jo živo gledali, tako da bo nas probala pozdraviti, povedati kaj lepega v Ormožu, tako da bomo probali to doživetje zdaj v Ormoški grad nekako vpeljati. Seveda ena izmed zadev pa je, veliko vprašanj je, na kakšen način je grofica Irma živela, na kakšen način se pravi se vse skupaj na Ormoškem gradu odvijalo, tudi v navezavi z grajskim parkom in tako dalje, z vsemi osebami, ki so takrat tudi na Ormoškem gradu živele, da bi mogoče to nekako obudili skozi tak kratek film, tako kot smo ga posneli tudi v Doroteje, tako da bomo videli, no, zdaj v katero smer, pa seveda vse odvisno na koncu od financ, ali bomo to lahko zapeljali ali ne, ampak ideja pa je, predlog je, pa mislim, da je na mesto, ne, glede na vsa vprašanja, tudi ob 140-letnice, ki smo jo sedaj praznovali, ko smo imeli tak, bi rekel, en zelo prijeten dogodek v Ormoškem gradu, se vidi, ne, da ljudje znajo povedati, da še veliko teh zgodb bi bilo možno vpeljati skozi en taki film, ki bi ga seveda tisti, ki pridejo v Ormoški grad, seveda si z veseljem ogledali, pa z veseljem nekako tisti del Ormoškega gradu oziroma življenja na Ormoškem gradu sigurno radi doživeli. Predvsem navdušuje, kot ste tudi povedali, na tej 140. letnici, ne, grofice Irme, da si prizadeva občina, da bi opremili tudi tisto jedilnico, ne, dobili torej tisto pohištvo. To bo tudi nekaj odličnega, ne, atraktivnega. To bo res atrakcija prava. Tu smo z Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož nekako bili uspešni pri Ministrstvu za kulturo, da nam je del sredstev namenila, tako da slika, ki jo imamo vsi v glavi, v spominu, bo lahko hitro doživela, da jo bomo lahko v živo v Ormoškem gradu videli in to je ena izmed sigurno atrakcij, ki bo še bolj privabljala ljudi, da doživijo res to sliko oziroma ta posnetek, ki bo edinstveni na ogledu v našem Ormoškem gradu, da si bodo lahko ogledali in videli, na kakšen način je bila res jedilnica takrat napravljena. Vi osebno imate radi kulturo? Tako in te nostalgične, muzejske zadeve? Moram reči, da ja, hodimo koliko je pač seveda časa, mogli bi seveda več, ampak seveda kot župana pa te zanima, ne, absolutno vsa zgodovina Ormoža, tudi konec koncev Ormoškega gradu, kajti zgodovina je na nek način
zelo, zelo pomembna tudi pri novih zgodbah, novih idejah, predlogih, kam zdaj z samo kulturno dediščino, kulturo iti na turističnem področju oziroma na kakšen način to razvijati. Seveda moraš zgodbe določene poznati, da lahko nekako zložiš neke zadeve za naprej. Tako da me absolutno zanimajo te zadeve. Pravim pa, ne, poleg vseh ostalih obveznosti pa včasih res manjka časa, da bi se temu še bolj posvetili. No, pravzaprav so vsa v vašem delu, ne, so zajeta vsa področja, tudi gospodarstvo, morda še sredstva prihajajo, ne, vsak čas vidimo, preberemo za to, za ono. Zelo uspešni ste, ne, na občini, kar se tiče. Jaz bi si upal trditi, da smo ene najuspešnejših občin v Sloveniji, kar se tiče po pridobivanju sredstev, kajte včasih, ko gledaš pri določenih medijih, po koliko dobijo občine recimo na prebivalca črpanih, ali ne bo to državnih evropskih sredstev ali pa seštevke, se moramo eno zadevo zavedati, da bi rekel, dosti lažje je dobiti sredstva za en plaz, ki je vreden mogoče 4-5 milijonov, pa to za eno malo občino pomeni kar nekaj tisoč evrov po glave. Ali pa če ti pridobiš sredstva, naj si bo to na področju gospodarstva, kulture, kulturne dediščine, družbenega življenja, ne vem, šole, vrtci in tako naprej, zdravstvo, je tu dosti težje do teh sredstev priti in seveda niso v takih razsežnosti kot drugi. In če gledamo mi, če bi to malo po tematike bolj poudarili oziroma bolj zožali, se pravi sami zbor občine, jaz verjamem, da smo v samem vrhu. To je seveda treba se zahvaliti tudi vsem na občini, projektantom, vsem ostalim, ki pri tem sodelujejo. Večkrat smo v Ljubljani, se pravi, da te navezave nekako imamo in jaz upam, no, da bomo tako naprej sledili. Kajte, vidite, 16 milijonov evrov napraviti investicij je potrebno veliko storiti, da neka sredstva pridobimo, kajte, če bi se samo posluževali, bi rekel, suhega občinskega denarja, niti 16 milijonov proračuna ne bi imeli. Zdaj smo že na 31 milijonih evrov proračuna, 16 milijonov evrov investicij, jaz mislim, da je kar veliko. Pa poleg tega, ne, če še pogledamo, to je zdaj samo 16 milijonov občinskih investicij, ne. Kje pa še so ostale državne investicije, tudi konec koncev investicije, ki jih podjetniki delajo, ne. Lepo je bilo prezentirano, pri nas se dogaja investicija Palfinger trenutno, ki je za poudariti 61 milijonov evrov. V Pavlovci se gradi državna investicija vredna blizu 4,5 milijona evrov. Gradi se nam hitra cesta, ki vemo, razsežnosti 50 milijonske. Jaz upam in verjamem, da se bo tudi navezava Ormož-Cestica Varaždin gradila, ki bo več 100 milijonska investicija. Tako da tudi te zadeve moramo nekako kalkulirati, kaj se v naši občini dogaja. Psihiatrična bolnišnica dela državno veliko investicij, energetske sanacije imajo želje, širijo. Potem na zdravstvu se bo veliko delalo, negovalna bolnišnica, kot veste, sklepi so, seveda še zdaj treba posamezne stvari urediti na nivoju vlade in pa ministrstva, da sredstva v naslednjih letih zagotovijo. To bo isto investicija več kot 10 milijonov. Tako da, če to vse skupaj seštevamo, se res pri nas veliko na investicijskem področju dogaja, pa da ne govorimo še ostale zadeve, ne. Tudi obrtne cone, mali, srednji podjetniki gradijo zadaj te hale, ki se postavljajo, so tudi od pol milijona do milijon, vsaka vredna. V gostinstvo, v turizem, v nove kapacitete se vlaga. Uspešni smo bili pri prodaji objekta v Malem Brebrovniku, ki se bo turistična ponudba... Ste ga prodali? Smo ga prodali, se bo turistična ponudba odvijala. V zaključni fazi smo pri dogovoru, kar se tiče Ormoškega hotela, tako da tudi verjamem, da se bo v letošnjem letu to zložilo. Potem ta Rečeva ulica, ne, to je Rečeva ulica, bo 20-25 milijonska investicija sigurno, ki bo iz trga, to se pravi kompletno na dobrem hektarju garažno hišo vzpostaviti in pa 6 objektov, približno 90 novih stanovanj. Potem vidite, da se tudi ostale investicije, na področju stanovanj odvijajo, ne, pa naj si bo to na območju veterinarske postaje, tam se bo investicija zgodila. Pri nekdanjem vulkanizerju, tam se bo investicija na stanovanjskem delu odvila. Potem vemo, bi rekel, rumena stavba pri Mestni grabi, ne, se odvija, ne, tudi tam bo veliko število stanovanj, tako da polno še se je investicij in pa denarnega toka se dela
ne samo z občinskega proračuna denarja, ampak to je zelo, zelo pomembno tudi to, da so ljudje začutili, da se v Ormožu nekaj dogaja in da so ljudje pripravljeni v našo občino vlagati. To je izjemen pomen, ki smo ga dosegli in to je sedaj seveda treba ta tempo držati čim dlje in da se Ormož res v polni meri razvije. Tako da tudi preostali del, obrtne cone, poleg Palfingerja, mi imamo še tam na razpolago 9 hektarjev, sprejemamo občinski podroben prostorski načrt. Mi že sedaj imamo 3 do 4 podjetja, ki bodo kupili takoj, ko so občinski prostorski načrti sprejete in ki bodo svoje poslovne enote preselili iz drugih občin k nam in gradili, bi rekel, na hektarskem območju nova podjetja. Tako da zadeve se odvijajo, se razvijajo in to je tudi tisto, ki nas veseli, da se Ormož dviguje ne samo z občinskimi investicijami, ampak tudi z ostalimi. Ja, nič drugo ne morem reči kot čestitke, ne? Pa zmorete, imate vse v glavi pravzaprav. Trenutno že ja, trenutno še glava dela, tako da upam še, da en čas bo, ampak če želiš to zlagati, pač moraš koordinirati, to je način življenja in to se Ker včasih... je potrebno imeti pregled nad vsem, ne? Karkoli vas vprašamo, vse nam veste odgovoriti, ne? In zneske, in datume, tako da je potrebno kar neki taki posebni talent, no, za vse to. To je pač tako, če želiš s trgom sodelovati, z podjetniki sodelovati, z vsemi vlagatelji, ki želijo v občini Ormož karkoli delati, moraš imeti nekako v glavi strukturo, kaj bo občina delala, kje se boš lahko navezal, kje se bodo ostale zgodbe navezale. To ti nekako mora se v glavi prepletati in na tak način potem lahko, bi rekel, zadeve uspešno pa dobro zlagaš. No, nekako sem imela v mislih tako za konec, ne, kakšni so obeti, ne. Mislim, da ni potrebno vprašati, ne, da ste že vse povedali. Tako da dejansko iskrene čestitke za vse doseženo. Morda samo še, se je kdaj zgodilo, da niste dobili kakšnega projekta odobrenega? Oziroma, če ste se prijavili na razpis, pa ni bilo odobrenega. To je en razpis, ki smo ga z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, smo ga prijavljali turistični objekt za javno infrastrukturo na Svetinje, ki smo ga zdaj dobili preko enega drugega razpisa. Pa še ta razpis bi nam moral biti dodeljen, kajti dokazali smo. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport nam je takrat na nek način reklo, da nismo imeli usklajene investicijske dokumentacije, to se pravi DIP-a z IPom, to se pravi, ker je bila investicija na $500 000, smo morali še en dokument sprejeti in da ni bil usklajen. Mi smo seveda dokazali, da temu ni tako, tudi sedaj dobili potrjeno z strani Ministrstva za gospodarstvo, da smo takrat imeli prav, žal smo zaradi vsega tega prerekanja takrat padli ven. Zdaj se seveda Ministrstvo za gospodarstvo še to nekaj pritožuje, ampak jaz verjamem, da bo tudi pri tem projektu enkrat epilog in tam še nas verjamem, da čaka enkrat tudi 350 000 evrov, se pravi za ta objekt na Svetinje, ki ga trenutno delamo, oziroma te tematske poti. Zdaj, kar pa se ostali zadev tiče, pa projekti, ki smo si jih zastavili, zadeve, ki smo jih nastavili, seveda bi se lahko mogoče kdaj prijavljali še na kaj drugega, ampak smo realni, kjer imamo možnosti, to se pravi, ko se razpisna dokumentacija pregleda, glede na vse pogoje, ki v občini Ormož imamo. In ko smo se te zadeve lotili, še moramo res potrkati po lesu, da smo zelo, zelo uspešni in da naj to tudi tako naprej ostane. Še enkrat pa, včasih razpisno dokumentacijo, mogoče se to kdo ne zaveda, ko se tu seveda vse lepo gradi, pa finance lepo prihajajo. Večkrat smo se že vsedli v avto, pa dokumentacijo peljali kam, da smo pravi čas zadevo oddali, da smo kakšno soglasje in pa mnenje hodili iskati ne samo v Ljubljano, ali pa kjerkoli druge kraje, tudi v Zagreb ali pa kam drugam, da smo včasih mogli tudi se povezati v nočnih ali pa zgodaj jutranjih urah na kakšen Zoom, da smo prepričevali katere lastnike po svetu in pa da smo projektanti, da so nas včasih že verjamem, da ne bom rekel kaj, ko smo jim postavili roke, do kdaj morajo biti zadeve urejene, tako da to so res včasih, bi rekel, ne na uro ali pa na dan, to so včasih že na minuto, da usklajujemo neke zadeve, da so pravočasno oddane, da vse roke dosežemo in da popolno dokumentacijo v pravih rokih pošiljamo naprej. Tako da
trenutno še nam to uspeva. Hvala Bogu tudi, da imamo take ljudi. Namreč tega ne more zlagati ni eden, ni dve osebe, ni tri, ampak mora delati cela ekipa. In tudi, če smo prej govorili okrog uspešnosti pridobivanja sredstev, tudi kar se tiče ljudi, ki jih imamo trenutno na občini, tudi v zavodih in tako naprej, se jaz tako govorim in verjamem, pa ne da bi zdaj mogoče pristransko govoril, ker sem pač župan občine Ormož in ker delujem na občini, poznam občine, občinske uprave in tako naprej, bi rekel, kot Podravje, tako tudi v ostalih regijah Slovenije. Sem prepričan, da imamo ekipo tudi v samem vrhu Slovenije, kar se tiče dela na posameznih, ne samo na posameznih razpisih, tudi na posameznih ostalih zadevah, tako da res tudi velika zahvala in pohvala tudi vsem njim, da imamo takšno ekipo in da so toliko energije in pa tudi časa. To so tudi prazniki, vikendi, popoldneve in tako naprej pripravljeni vložiti za dobro naše občine. Ja, to pomeni, da jim ni vseeno, ne? In tako Točno je tudi tako, prav. točno tako. Imajo dober vzor, kot ste vi, ne? Ekipa mora delati celotno. Jaz verjamem, da se vidimo v jesen, ne, septembra, sedaj je pred nami najbrž ta občinski praznik, potem dopust najbrž, ne. Še bo kakšna seja občinskega sveta pred dopusti? Seja je predvidena 29. junija, takrat bomo tudi najverjetneje tudi sprejeli določeni rebalans, nekateri popravki so na projektih, gospodarske javne službe, cene vrtcev se bodo določevale, pa še mogoče katera zadeva, ampak to so tiste ključne zadeve, ki jih moramo napraviti še pred poletjem oziroma pred dopuste. Potem pa nekako, kot je že tradicionalno, julij, avgust sej ne bo, potem pa še se, bi rekel, v tistih jesenskem času do volitev predvidena 2, maksimalno 3 seje, potem pa novim zgodbam nasproti. Vsekakor se vidi po septembra, ne? Upam, da si boste Tako. vzeli čas. Takrat bo že čas za nove zgodbe oziroma za dodatne zgodbe. Verjamem, da danes nisva vse povedala. Vseeno pa hvala lepa, torej uspešno delo naprej vam želimo in srečno, ne? Še naprej. Hvala lepa tudi vam, pa hvala za vse, kar delate. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, naš župan Danijel Vrbnjak je bil danes z nami. Verjamem, da smo znova slišali veliko zanimivega in spodbudnega, pa ga bomo povabili na pogovor znova v septembru. Vse dobro vam želimo, pa bodite z nami tudi prihodnji ponedeljek, ko pa bo tukaj gostja. Lepo pozdravljeni in srečno!